Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav z nove oddaje Srebrna reka življenja. V njih predstavljamo življenje, vsakdanje dogajanje v domih za starejše občane, tako dežele ob Muri kot dežele ob Dravi. In prav iz Ormoža, ob reki Dravi, je Center za starejše občane Ormož. Z nami je direktorica Janja Jurkovič. Lep pozdrav, Janja. Pozdravljeni. Torej, vaš dom, morda nekaj o osebni izkaznici, kako velik je, kje je lociran. Mislim pa, da je bil ustanovljen leta 2002. Torej, 20-letnico praznujete letos? Tako je. 18.3. letošnje leto je minevalo 20 let od selitve prve stanovalke v Center starejših občanov Ormož. Locirani smo v mestu Ormož, tik ob zdravstvenem domu. Mejimo na reko Dravo, tako da pogled iz nekaterih naših sob je prav na reko Dravo in to je navdihujoče za marsikaterega stanovalca. Drugače pa zraven matične stavbe stoji še stavba Grošljeva vila. In pa 2 leti nazaj smo potem odprli še enoto v Svetem Tomažu. Zdaj naša matična enota premore kapaciteto 165 stanovalcev skupaj z Grošljevo vilo. In pa pri Svetem Tomažu imamo 28 stanovalcev, v Grošljevi vili jih je 14, tako da to sta 2 taki manjši enoti. Posebni bi jaz rekla, tam se stkejo take posebne vezi med stanovalci in zaposlenimi. Bi rekla, da obstajajo ene take posebni odnosi v teh malih enotah, domačnost, povezanost. Kot ena družina praktično, ne? Ja, tako da viš občutek. Kar je seveda zelo pomembno, namreč tu gre za velik psihološki moment, ne? Ločitev od domačega okolja, ne? Nekako smo mi na podeželju še zmeraj, bi rekli tukaj, da v dom, ne? Dal je starše v dom, ali pa ne bom šla v dom, pravi mama, babica, ne? Ampak to je povsem zmotno mišljenje, vse več ljudi gleda drugače in to je en psihološki moment, ko pride stanovalec na novo ali stanovalka k vam, da premagate tole zadevo, potem jasno so ljudje različni, kako se vključijo, eni takoj, eni malo kasneje. To je en poseben vidik in bi želel, da tudi nekaj o tem poveste. Ja, jaz pravim, da je to ena prelomnica v življenju, takšne kot so poroka, otroci, je kasneje tudi odhod v dom. Težka prelomnica, po mojem mnenju, zato je zelo pomembna vloga zaposlenih v centru starejših, vloga socialne delavke, prvi stik z zaposlenimi, z stanovalci. Zelo malo stanovalcev je takšnih, ki pridejo z veseljem, ki komaj čakajo, da zamenjajo svoje okolje. Nekatere pač pripelje zdravstveno stanje tako daleč, nekje se zgodi, da svojci ne zmorejo. So pa tudi takšni stanovalci, ki pridejo sami, ki so veseli, ki so potem tudi bistveno prej zadovoljni z oskrbo. Za vse tiste, ki pa jih zdravstveno stanje pripelje tako daleč ali jih svojci morajo potem vključiti k nam, pa je zelo pomembno, da se mi vključujemo, tako da mi dajemo res velik poudarek tistemu prvemu vtisu, se zelo dosti z stanovalcem pogovarjamo, gremo do njega, individualno mu predstavljamo dom, tako da prvi teden se kar angažirajo zaposleni, da je potem starostniku lažje. Nekako ugotavljam tudi sam v teh oddajah, Janja Jurkovič, da so starejši, ki so nekje doma, lahko večji del dneva tudi lačni, tudi morda v neogrevanem stanovanju ali hiši, ampak da starejše vse bolj tare osamljenost. Ljudje, ki so sami, pravzaprav doživljajo največje tiste krize in slišim veliko ljudi, ja, šel bom v dom ali pa šla bom v dom, tam so moji vrstniki, tam bodo poskrbeli, imajo najrazličnejše dejavnosti, od pevskih zborov do, ne vem, kvačkanja, šivanja, našivavanja. Je tudi tako pri vas bržkone, da je to druženje nekako tista dodana vrednost, ki ga starejši potrebujejo? Sigurno je, vse te obogatitvene dejavnosti, vse aktivnosti, ki jih organiziramo za stanovalci, so za njih popestritev vsakdana.
Tako da vse te družabne dogodke, ki si jih osmislimo, sodelovno terapijo, potem delo z fizioterapevtkami, različne telovadbe ali pa samo nasploh druženje v skupinah za samopomoč je izjemno pomembno. Prav zato potem imajo starostniki nek drugačen vsak dan, si popestrijo dan, jim je zanimivo, niso samo v sobah, čeprav pa moram priznati, da pa nikogar ne silimo. Imamo namreč tudi starostnike, mogoče se tudi kdo od nas nekoč znajde v taki situaciji, ki si želijo zgolj mir. Želijo zgolj posedati pri oknu, gledati, opazovati, mogoče se udeležijo nekega dogodka, ampak samo opazujejo, se ne vključijo v pogovor, ampak so zadovoljni. Tako da jaz priznam, ko sem prišla v dom, takrat že kar nekaj časa nazaj, so me mogli kar brzdati. Ni glih tako, da bi vsak starostnik se mora vključiti, mora na aktivnost. Ne, vsak se naj vključi, če želi, če zmore. Smo si različni ljudje, imamo različne interese, tako da je to treba spoštovati. Kopica, morda tisti, ki ne vedo, pa mislijo dom za ostarele, no, direktorico imamo, pa kaj ne, to je kopica služb, ne. Tistih, ki pravzaprav poskrbijo za to, da je na jesen življenja tem ljudem lepo, ne. Od socialne službe, zdravstvene nege in oskrbe, vi imate tudi pomoč na domu, ne. Prej ste rekli fizioterapija, pa je zelo kvalitetno imate, pa delovna terapija. Imate, seveda treba poskrbeti za prehrano, da je jedilnik povšeč starejšim, ne, mlajši še kaj drugega radi pojemo, ne, starejši pa morda kaj drugega. To je seveda služba, ki skrbi za to, da je vašim stanovalkam in stanovalcem lepo. Tako, in vsaka ta služba je en poseben kamen v celotnem mozaiku in vsak kamen mora imeti svoj sijaj, mora biti posebej obdelan, zato jaz pravim, da so v domu starejših prav vse službe res pomembne. Vse od strežnice, oskrbovalke, bolničarja, srednje medicinske sestre do diplomirane kuhinja je izjemno pomembna, ker se marsikatero zadovoljstvo stanovalca šteje skozi krožnik in skozi želodec, tako da sem jaz ponosna, da se pri nas v kuhinji, bi lahko rekla, kuha izjemno domača hrana, ogromno lokalnih ponudnikov angažiramo, tako da tudi naš vodja kuhinje ima zelo rad domačo hrano in to res cenim, da se stremi k temu, da ljudje jejo tisto, kar so nekoč jedli, da ne uporabljamo nekih posebnih umetnih snovi. Potem pa seveda ima posebno nalogo tudi fizioterapija, delovna terapija je izjemno pomembna z svojimi aktivnostmi. Potem pa seveda vodja zdravstvene nege, strokovni vodja in pa administrativne službe. Ja, kot ste omenili, imamo tudi pomoč na domu, tam imamo 6 oskrbovalk in oskrbujejo približno 30 uporabnikov iz občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. In jaz menim, da je to izjemno pomembna naloga, namreč pomoč na domu je tista, ki jo je treba krepiti. Pri nas v lokalnem okolju, kot ste že prej omenili, velja še vedno neka stigma glede vključitve v dom, tako, in res bi bilo potrebno krepiti pomoč na domu. S tem se namreč starostniku zagotovi, da še vedno kvalitetno lahko preživlja čas doma, je v domačem okolju, nikoli namreč ni moč, še če se tako trudiš, ni moč dati vsega tistega, kar ima nekdo v tistem okolju, kjer je odraščal, kjer je doživel marsikaj. No, se nekako smernice tudi naše politike, tudi evropske je, pomoč na domu bo v prihodnje še morda bolj pomembna kot pa institucionalno bivanje, ne. Recite mi, Janja, imate samo iz teh občin stanovalke in stanovalce ali imate tudi z drugih koncev Slovenije? Namreč, ko takole hodim po domovih, so v določenih domovih, Radgoni, v Ljutomeru, čisto drugih koncev Slovenije. Kako je pri vas? Pri nas imamo nekje okrog 60% stanovalcev je iz naše upravne enote, se pravi iz naših 3 občin, tako da bi si upala trditi, da tisti starostniki, ki si želijo vključitve v dom, lahko pri nas dobijo mesto, se potrudimo za njih.
imajo tudi prednost pri sprejemih. Vseh ostalih 40%, pa kar nekaj jih je iz upravne enote Ptuj, nekaj jih imamo z Maribora, imamo tudi nekaj Gorencev, ki so izjemno zadovoljni pri nas in si ne želijo premestitve. Zanimiva reč. Morda še glede standarda, imate dvoposteljne sobe, tako je običajno, vse kaj jaz hodim po domovih, imate pa verjetno tudi enoposteljne, se pravi 4 zvezdice ali pa 5 zvezdic hotelske. Tako, pri nas priznam, da imamo še nekaj 3 in 4 posteljnih sob, ki jih bomo preurejali v bližnji prihodnosti, zato da bomo zadostili standardom. Pri Svetem Tomažu, kjer je nova enota, imamo samo dvoposteljne in enoposteljne, tudi v Grošljevi vili so enoposteljne in dvoposteljne. V matični ustanovi pa imamo zgoraj v mansardi, kjer je lep pogled na Dravo, res nekaj več enoposteljnih, pa tudi po oddelkih so dvoposteljne in enoposteljne, nekaj pa še je 3 in 4 posteljnih in jih bo treba spremeniti. Bi rekla, da ta predpis je na mestu. No. Kakšen je posluh lokalne skupnosti, pravzaprav tudi države, ne nazadnje, ne, za vaše, ne bom rekel skrbovance, stanovalke, stanovalce, in kako se vi vključujete v lokalno okolje? Običajno je največje zadovoljstvo v domu starejših, ko prihajajo otroci iz vrtca, iz šole. Imate tudi kaj volonterjev, namreč imate srednjo šolo v gimnazijo v Ormožu in tu se da mogoče tiste, ki jih to zanima, že usmerjati malce in pridajo pomagati vse po drugih domovih. Morda v tem nekaj sožitje doma vaših stanovalk, stanovalcev, vašega osebja z okolico? Ja, zelo dobro sodelujemo z vsemi 3 župani. Vsi 3 imajo izjemen posluh za ureditev problematike, kar se tiče starostnikov, tako da tu imamo res zelo dobre odnose, nas podprejo v marsičem. Dobro sodelujemo z vsemi javnimi organizacijami. Prav v tem tednu smo organizirali takšen pohod, ko so prišli iz zdravstvene šole dijaki prvih letnikov in so potem naše starostnike popeljali na sladoled in sem bila res izjemno zadovoljna. Ti dijaki so tako, imamo zdaj komaj 1. letnik, tako da na novo je ta šola, to nas res veseli, ker zdravstvenega kadra primanjkuje, ne samo pri nas, ampak kar bi rekla po celi Sloveniji. In so bili dijaki tako zadovoljni, zgovorni, super, zdaj bomo pa končno nekoga res takega na invalidskem vozičku popeljali, ko res potrebuje. Oni so povedali, da so se oni vozili med sabo, pa so malo dirkali, pa so se malo pohecali, ampak z takim občutkom so pristopili do starostnikov, tako da sem bila res vesela, da so jim že v šoli dali en taki čut. In jaz bi rekla, da je zelo pomembno, da se to goji skozi vsa leta šolanja, potem je lažje tudi dijakom kasneje izbrati smer, mogoče se usmeriti prav v delo z starostniki. Jaz še vedno menim, da je to eno tako poslanstvo, delati v domu starejših, ker če želiš in če veš sprejemati to energijo, ki ti jo lahko starostniki dajo, potem ti je mnogo lažje iti v službo, prihajaš z veseljem, namreč oni vejo dati tako eno hvaležnost, dobroto in z nami deliti marsikatero modrost. Hotel sem reči modrost, če jo znate, ne, pobrati medgeneracijsko dogajanje, srečanje. Ja, lepa hvala. Sva kaj pozabila? Janja Jurkovič, direktorica Centra za starejše občane Ormož, bi še kaj želeli povedati? Morda gledali nas bodo tudi v vašem domu, ne? Morda kakšen pozdrav namenite vašim stanovalkam in stanovalcem, tudi zaposlenim, jasno, pa bova potem počasi zaključila tale pogovor. Ja, sigurno v zaključek spada pozdrav vsem stanovalcem iz Centra starejših občanov Ormož. Zaposlenim pa mogoče samo misel, da se ne nehamo nikoli truditi, da še vedno ostajamo takšni, kot smo, takšni, da imamo naše stanovalce radi, da radi prihajamo v službo in se vedno trudimo. Janja, hvala za tole predstavitev vašega doma, vašega zavoda, organizacije. Ne nazadnje, k vam bomo prišli še na kakšen dogodek, ko boste imeli, ko bo večji živ žal, zdaj malo bolj pusto tale najmen pogovor, ampak osebna izkaznica je bila odlično podana. Torej, takrat na snidenje ponovno hvala, da ste prišli iz Ormoža v Mursko Soboto. Super, hvala, se že veselim nadaljnega sodelovanja. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Še ena oddaja Srebrna reka življenja o starostnikih, pa tudi tistim nekaterim mlajšim, ki jim želimo na jesen življenja narediti kar se da udobno in prijetno
življenje. Do prihodnje oddaje vam želim dobro, pazite nase in srečno.